Spoštovane gospe in gospodje, dovolite mi, da posebej pozdrav dobrodošlice namenim obema predsednikoma Državnega zbora in Državnega sveta, magistr Dejanu Židanu in Alojzu Kovšci, cenjenemu predsedniku častnega odbora za obeležitev stoletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, gospodu Milanu Kučanu, spoštovanemu režiserju, gospodu Štefanu Celcu, spoštovani poslankam in poslancem, državnim svetnicam in svetnikom. Kako je bilo pred 100 leti živeti ob Muri, v času, ko je razpadla Avstro-Ogrska monarhija in je s Pariško mirovno pogodbo Prekmurje postalo del kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, si je težko predstavljati. Veliko veselje in čast nam je, da se tudi slovenski parlament pridružuje slovesnosti v Prekmurskem letu 2019. Na oder vabim predsednika Državnega zbora, magistr Dejana Židana. Zanj, ki je s svojim življenjem in delom močno povezan s Prekmurjem, je to zagotovo posebej slovesen dogodek. Gospod Židan, beseda je vaša. Spoštovani gospod Milan Kučan, predsednik iniciativnega odbora za obeleževanje 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, spoštovani predsednik Državnega sveta gospod Alojz Kovšca, spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, spoštovane svetnice in svetniki, častitljivi zbor. Prekmurje je moj dom že skoraj 3 desetletja. Zato mi je v izjemen ponos, da je obeležitev 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom svoje mesto našla tudi v Slovenskem domu demokracije. Danes, kjerkoli srečujem Prekmurke in Prekmurce, te dobre, iskrene in odprte ljudi, upravičeno čutim njihov zanos in samozavest. Leto 2019 je prekmursko leto. A vendar želim poudariti, da je praznovanje tega zgodovinsko pomembnega dogodka, ko se je Prekmurje vrnilo pod okrilje svoje domovine, vse slovensko praznovanje. Naslednji verzi potrjujejo, da se je narodnostno slovensko Prekmurje svojo identiteto, kljub stoletjem ogrske oblasti, ohranilo prav zaradi zvestobe slovenstvu. Mira je zašepetala. Ti, kre moje lejve strani, rod prebiva, rod pregnanje. Jovkat se je odov mene, zved stoletne grozne teme. Prebivalstvo je bilo soočeno z mnogimi težkimi preizkušnjami in viharje, a vendar ni nepomembno, da se je predaja oblasti pred 100 leti dogodila mirno. Označimo jo lahko za svetel trenutek naše zgodovine, ko je bila Prekmurcem priznana pravica, da postanejo del slovenskega narodnostnega prostora. Medtem, ko so obletnice pomemben mejnik zorenja zavesti nekega naroda in velikega pomena za sodobno slovensko državnost, pa so prav tako priložnost za krepitev moči, za spoprijemanje s prihodnostjo. Čeprav se mi o krajih ob Muri rišejo slike neokrnjene narave in posebno umirenega sveta, kot da bi reka sama narekovala tempo življenja, umeščenost te regije v samo osrčje Evrope pomeni izjemen razvojni potencial. To prednost velja ukrepiti ter graditi na sinergijah povezovanja med regijami in mednarodno. Torej verjamem v optimistično prihodnost Prekmurja in večjo blaginjo tamkajšnjih prebivalk in prebivalcev. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dovolite mi, da že ob današnji priložnosti dragim Prekmurkam in Prekmurcem ter spoštovanim državljankam in državljanom voščim lep praznik. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Danes sedimo v mali parlamentarni dvorani, kjer večinoma zaseda Državni svet in ki bo zaradi nujne in težko pričakovane prenove v naslednji polovici leta postala povsem drugačno prizorišče.
Zato smo še posebej počaščeni, da kot sklepno dogajanje pred prenovo namenjamo obeležitvi stoletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Ob tej priložnosti za govornico vabim predsednika Državnega sveta Aljo Zakovca. Spoštovani predsednik iniciativnega odbora, gospod Milan Kučan, spoštovani predsednik Državnega zbora, magister Dejan Židan, spoštovani gospod Celec, spoštovane poslanke, poslanci, državni svetniki, dragi gostje. Dovolite, da vas še poslednjič pozdravim v dvorani takšni, kakršna je, in da napovem, da se bomo v prihodnje srečevali v bolj sodobni, ampak v dvorani, ki bo ohranjala istega duha demokracije in pluralizma. Knjiga vseh knjig Sveto pismo se začne z besedami: najprej je bila beseda. In beseda je tista, ki loči človeka od živali. In beseda je tista, ki narod naredi narod različnega od drugega. In besedo se da izreči, zapisati in zapeti. In ravno pesem je najbolj žlahtna oblika besede. To smo slišali tudi v pesmi o Muri, v kateri Jožef Klekl pravi, da Mura ne deli, ampak združuje. Združuje narod na obeh svojih straneh in ga enako ljubi. In da prestopa bregove, da bi poiskala krivce, ki so ta narod razdelili, pa jih ne najde. Zato kliče k vsem: bodimo enaki, bodimo si bratje med seboj. Slovenci imamo čudovito besedo. Naša beseda je primerna za pesem, veselje. V naših pesmih lahko izrazimo svoja čustva, svojo žalost, svoje zadovoljstvo, svojo radost. In Slovenci ostajamo samo toliko časa, dokler gojimo svojo slovensko besedo. 1000 let brez svoje države, pa smo se ohranili. Ohranili smo svoj narodov ponos, ohranili smo ubesedovanje, kot so nam ga izročili naši starši in prastarši. In prav Prekmurci so tudi pod 100-letno oblastjo in potujčevanjem ohranili kleno slovensko besedo. In naj bo tako tudi v prihodnje. Smo del združene Evrope, smo del svetovnega kulturnega prostora. Lepo je, da znamo čim več jezikov. Lepo je, da se znamo pogovarjati s sosedi. Lepo je, da razumemo njihovo govorico. Ampak zavedemo se, samo 2 milijona nas je, ohranimo svojo besedo, ohranimo svoje običaje in bodimo enakovredni velikim, mnogoštevilnim narodom. Prekmurcem je treba čestitati. Kot majhna entiteta, ločeni od matične domovine z veliko reko brez mostov, so se ohranili in so nam ohranili nauk za vse čase. Ni važno, koliko nas je, važno je, koliko smo enotni, ponosni na to, kar smo, sprejemamo druge, ampak ostajamo to, kar smo. Vsem Prekmurkam in Prekmurcem čestitam in se obenem zahvaljujem vsem rodovom, ki so ohranili kleno prekmursko slovensko besedo. Hvala. Hvala, predsednik, pa krasen jezik tudi za film. Avtor in režiser dokumentarno-igranega filma Za Prekmurje gre, ki si ga bomo danes premierno gledali v slovenskem parlamentu, Štefan Celec, je v želji, da bi na svojstven način orisal dogodke ob koncu Prve svetovne vojne, ki so vodili k priključitvi Prekmurja k takratni državi SHS, posnel nadvse zanimivo, oziroma kot sam pravi, kratko učno uro pretekle zgodovine Prekmurja. Gospod režiser Štefan Celec, vabljeni, da z nami podelite to svojo izkušnjo in nas popeljete v svet filma, ki ga nestrpno pričakujemo. Spoštovani, letos je prekmursko leto, ko praznujemo 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
V čast si štejem, da lahko danes stavbi, ki je bila po zamisli arhitekta Vinka Glanca zgrajena pred 60 leti, predstavim dokumentarni film Za Prekmurje gre. Nastal je po scenariju, ki je bil sprejet na razpisu RTV Slovenija v lanskem letu. In 1. marca in 2. aprila letos, ko smo film prvič predpremierno predvajali v razprodani soboški dvorani gledališča, se jim je porodila ideja, da bi ga lahko zavrteli tudi v Slovenski hiši državnosti. Malo v šali, malo zares sem idejo prenesel predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu, da s to kratko učno uro prekmurske zgodovine seznanimo slovenske poslance. Zamisel smo uresničili tako, da si bomo danes ogledali dogajanja, ki so se zvrstila v 10 mesecih, ko se je v Prekmurju zamenjalo kar 9 oblasti. Dogodke, ki so se takrat odvijali, opisujejo priznani zgodovinarji Dušan Nečak iz Ljubljanske univerze, ki je danes z nami, Klaudija Sedar iz Soboške pokrajinske študijske knjižnice, docent Mariborske univerze Andrej Hozjan, Franci Čuš iz Ljutomerske gimnazije, zgodovinar Dušan Tomožič, beltinski župnik Alojz Benkovič in Arpad Hornjak iz Madžarske univerze v Peči. Ker sta bila Prleka Matija Slavič in Franc Kovačič med najzaslužnejšimi, da je Pariška mirovna konferenca obrodila sadove, sem povabil Srečka Centriha, da zaigra Mitja Slaviča. Na prekmurski strani je vidno vlogo odigral Jožef Klekl starejši. V filmu ga je upodobil Nenad Perič, ki je na proslavi pred 100 leti iz beltinske prižnice med drugim izrekel stavek: "Deca sta ljubljene slovenske matere", ki bo kresil priložnostni kovanec, ki bo izšel še letos. Nisem spregledal Vilmoša Tkalca in njegove 6-dnevne Murske republike. Upodobil ga je Borut Ziherle, porabska Slovenka Vera Gašpar pa se filmu spominja svojega očeta. Glasbene priredbe 4 prekmurskih ljudskih pesmi pa so delo Dejana Brdena, Andija Sobočana in Sama Budne. Za kamero in montažo se je podpisal Jože Glažar. V filmu sem uporabil tudi arhivsko gradivo z prve državne proslave v Beltincih 2006. leta, ko je civilni upravitelj Prekmurja Srečko Lanjšič, ki ga je upodobil Vlado Vlaškalič, zaključil svoj govor z besedami: "Što proti komi kakšne srde ima, naj odpusti." Še predno pa vas povabim, ko gledal filma, upam, da se zgodovina ne bo ponovila, kakor se je dogajalo na prvem političnem srečanju krajinskih in prekmurskih Slovencev, ki je bilo v Ljubljani na dan pogreba Ivana Cankarja 11. decembra 1918. Takrat sta predstavnika prekmurskih Slovencev Miško Kjuar in Ivan Jerič prišla na pogovor k predsedniku narodne vlade Josipu Pogačniku zahtevo, naj vojska države SHS zasede Prekmurje. Po Jeričevih spominih je sestanek potekal takole: "Kje pa se nahaja ta pokrajina?" Ko sta mu razložila, je zopet vprašal: "Pa tam živite Slovenci?" Ko sta mu razložila, je zopet vprašal: tam živite Slovenci, okay. Tedaj sta mu začudeno pritrdila, saj niti ni vedel, kje je ta pokrajina. Toliko o zanimanju in vedenju narodne vlade v Ljubljani o oddaljenejših slovenskih pokrajinah. Tokrat gre za Prekmurje. Hvala. Na znanje Prekmurcev. Podpisani zastupnik jugoslovanske vlade naznanim ljubim Prekmurcem. Vi ste največ Volgre, nego Jugoslovani, sinovi domovine Jugoslavije, porodi Slovenci. Mineva natanko 100 let, odkar sta dr. Matija Slavič in dr. Franc Kovačič dobojevala svojo narodnostno naravnano, strokovno in znanstveno utemeljeno bitko v hudi diplomatski igri velikih z malimi, ki še mednarodno sprva niso bili priznani. Priložnost za priključitev prekmurskih Slovencev k matični domovini se je prikazala po koncu Prve svetovne vojne, ko je razpadla Avstro-Ogrska.
Dragi rojaki, deta se ljubljene slovenske motere, slavne Slovenije, štere prebritke skuze morate točiti. Nadvse vas razprestira svoje moterne perovti, zato, ker ste vsi njena deca, zato, ker ste Slovenci, to ste. To veselo vest, glas preradosten, tvojega rešenja ti naznanja tvoja slovenska mati, mati Slovenija. Prek jezero letno robstvo, konec zemlji. Veseli se, dobro slovensko ljudstvo. Vera tvoje svobode je odbila, vernost je tvoja plačo dobila. 17. avgusta 1919 je začasni civilni komisar Srečko Lajnšič v Beltincih pred tamkajšnjo cerkvijo organiziral proslavo in tudi uradno razglasil združitev s kraljevino SHS. Na množičnem ljudskem zborovanju v Beltincih je več kot 20 000 ljudi plebiscitarno podprlo priključitev Prekmurja k Matici. Vojaška oblast pa je predala upravo nad pokrajino civilnemu upravitelju. Če pomislimo, da so se velesile Amerika, Anglija, Francija, Italija in Japonska od začetka mirovne konference postavljale na stališče, da pripada vodilna in odločilna beseda pri sklepanju miru njim, tedaj bi bilo kakršnokoli razmišljanje o tem, da bi se Franu Kovačiču kot izvedencu za Štajersko in Matiji Slaviču za Prekmurje zmanjševala pomembna vloga, krivično in zgodovinsko neutemeljeno. Ko sem dobil referat kot odbornik Narodnega sveta v Mariboru za Prekmurje, sem seveda začel proučevati še bolj prekmurske zadeve. V ta namen sem prepotoval v septembru 1918. leta od Mure pa vse gor do severnega dela naše meje. Že takrat mi je Jožef Klekl mlajši, župnik iz Velikih Dolencev, dejal: mi bomo tukaj ob Rabi zabijali kole. Še preprosti domačini in pa predvsem vojaki, ki so prihajali iz front Prve svetovne vojne, so navdušeno govorili, da bomo se združili Slovenci onkraj Mure. En lep dober dan vam želim, gospa. Dober dan, hvala bodi Jezus Kristus. Hvala bodi. Jaz sem Matija Slavič iz Narodnega sveta Maribor in obiskujem vaše kraje, da vidim, kako živijo porabski Slovenci. Obiskal sem že Donji Senik, sedaj sem tukaj, grem še naprej po vaseh in mimogrede sem se ustavil tudi tukaj na vašem pokopališču. Opazil sem, gospa, da je veliko slovenskih priimkov in imen. Pa me zanima, gospa, če ste tukaj živela vaša dva starša in mogoče dedek in babica in kako so se oni pogovarjali med sabo, madžarsko ali slovensko? Samo slovensko. Moji stari oče so pa povedali: Bog moj. Moja mati pa moji oče so eno reč ne znali madžarsko, gdje pa zdaj madžar bodam vedel, so pa v grobi obračali. Hvala Bogu, ja. Na koncu leta 1918 je po 4 letih svetovne morije končno utihnilo orožje. Zmagovita Antanta je prve dni novembra sklenila premirje z Avstro-Ogrsko in Nemčijo. Na razvalinah nekoč mogočne in velike monarhije so začele nastajati nove države. Med njimi tudi kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Cesar Karel je podpisal manifest, s katerim je ponudil narodom preureditev Avstro-Ogrske v zvezno državo. Ameriški predsednik je že januarja leta 1918 predstavil svojo povojno vizijo ureditve v 14 točkah in v 10. točki je med drugim tudi nekako zapisal, da se avstro-ogrskim narodom prizna avtonomija. Vendar oktobra leta 1918 je situacija se že močno spremenila, narodi so že zahtevali v bistvu samostojnost, procesi osamosvojitve so že potekali in v bistvu stanje ob koncu monarhije zelo lepo ponazarjajo Koroščeve besede: veličanstvo
prepozno je. To pomeni, da so se tudi Slovenci odločili in šli svojo pot. Posledično je 11. novembra leta 1918 cesar Karel I. odstopil in s tem je bilo konec večstoletne Habsburške monarhije. Politični zastopniki teh narodov so zavrnili predlog zadnjega kralja monarhije. 19. oktobra 1918 je Narodno viječe v Zagrebu zahtevalo zedinitev vseh Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki so živeli v Avstro-Ogrski. Le dan pozneje sta istočasno Hrvaški sabor v Zagrebu in velika ljudska manifestacija v Ljubljani proglasila ustanovitev samostojne države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Slovenci so bili razpeti med obljubo ameriškega predsednika Wilsona o samoodločbi narodov in kruto realnostjo. Pri Pariški mirovni konferenci je najpomembnejše to, da so razdelili torto, zaradi katere se je začela pravzaprav Prva svetovna vojna. Glavni akter na konferenci je bil Woodrow Wilson, demokrat, mislim po politični stranki demokrat, ki je že januarja 1919 napisal svojih znamenitih 14 točk, med njimi najpomembnejša tista, oziroma smisel vseh 14 točk je pravzaprav samoodločba narodov. Zato je tudi pomembno podčrtati, da je prav Pariška mirovna konferenca prinesla tudi zelo pomembno in vedno bolj brizantno vprašanje, ki mu rečemo manjšinsko vprašanje ali narodno manjšinsko vprašanje v Evropi. Po nekaterih podatkih je živelo takrat v Evropi približno 40 milijonov ljudi v statusu manjšin. In to je bilo vedno znova, bi rekel, ogenj, ki je zagorel ob kakršnikoli priložnosti, ki se je ponudila ekstremnim političnim skupinam. Ko je Avstro-Ogrska sprejela Wilsonove mirovne pogoje in nehala obstajati, pa vse tja do prihoda jugoslovanske vojske avgusta 1919, so morali prekmurski Slovenci v 10 mesecih pred rojstvom lastne svobode 9-krat menjati oblast. Prekmurci so se že 20. oktobra 1918 odločili za Jugoslavijo. Na ta dan je bil velik shod v Murski Soboti, na katerem so jih hoteli Madžari navdušiti za madžarsko državo. Kaj je rodila sobočka slavnost? Zvedeli smo, ko so na sobočkoj slavnosti mrsko proti govorniku gučali. Državni tajniki, ekscelence pa so kričali, da je v Ogrski začel svoj govor gušte slovensko, drugim pa ne nam treba toga židovskega ravnanja. Na štari kmet pravice več ima. Živijo Jugoslavijo. Bi hajdi na bitje prišlo, če ne bi žandarov bilo. 3. novembra 1918 so v Ljutomeru praznovali ustanovitev Jugoslavije. Na slovesnost je prišlo več kot 300 Prekmurcev, ki so potem ostali goreči borci za to, da se Prekmurje združi s kraljevino Jugoslavijo. Zdaj na tem shodu so mnogi sploh prvič slišali, da je bila ustanovljena država Slovencev, Hrvatov in Srbov, da potekajo pogajanja o premirju. In je bilo dogovorjeno v Ljutomeru, da je pač potrebno izbrati prostovoljce Prekmurce, ki bodo pomagali z zasedbo Prekmurja. Tako je Jerič skupaj s svojimi somišljeniki izpeljal akcijo zbiranja prostovoljcev, ki so prihajali z vseh strani, ker je bila meja, torej demarkacijska črta, je bila reka Mura zelo močno zastražena strani Madžarske, so nekateri, ki so uspeli priti preko Mure, se pretihotapiti v Ljutomer, torej fantje, da bodo se priključili torej četam, ki bodo zasedle Prekmurju. Prav tako se je pa regrutiralo tukaj v Prekmurju, da tisti, kateri ne bodo mogli priti v Ljutomer, da se bodo takoj, ko bodo prišli z četami, torej jugoslovanske čete v Prekmurju, da se bodo takoj priključili tem četam in da bodo oni s seboj pripeljali obleko, hrano in pa orožje. Izjava, da se želi slovenska krajina združiti z brati onstran Mure v narodno državo, je naletela na veliko odobravanje. Ja, Madžari pa so še jih vedno vabili
vse naše prekmurske Slovence naj ostanejo pri njih. V ta namen so celo začeli tiskati letake, in to v slovenščini, in jih širiti po Prekmurju z bombastičnimi naslovi: Vogrski rodoljubni Slovenci in pa Dragi slovenski bratje. Prej niso vedeli, da se govori tukaj slovenski jezik, ki je bil zatiran in zaničevan, ki ni imel prostora niti v šolah, niti v uradih. Prej niso slišali, da tukaj živijo ogrski Slovenci, ampak so jih imeli za ventsko govoreče Slovence. Sedaj pa bi jim naj slovenščina pomagala. Licemerje. Udeleženci zborovanja in s front vračajoči se soldati so se vrnili bojevito razpoloženi in v pokrajino vnesli uporniški duh. Eden večjih neredov se je zgodil v Beltincih. V tem času je nastopil prvič samostojno še ne 30-letni Vilmos Tkalec, ki je bil poveljnik obmejne policije. Plenjenje je ustavil s strogimi ukazi in z lastno uporabo orožja. Še pred uradnim začetkom pariških mirovnih pogajanj so v Bogojini ustanovili Narodni svet pod vodstvom Ivana Baše, ki je 1. decembra odločil, da potrebujejo avtonomijo. Naloga Narodnega sveta v Bogojini pod vodstvom duhovnika Ivana Baše je bila priprava gradiva za ureditev mejnega vprašanja, kot tudi reševanje gospodarskih problemov. V ta namen je Narodni svet na osnovi Wilsonovih točk od budimpeštanske vlade zahteval slovensko županijo. Prav tako je bil sprejet in podpisan načrt o avtonomiji slovenske krajine. Pri Narodnem svetu v Mariboru so bili vedno bolj prepričani, da bo treba zasesti te kraje, če jih hočemo imeti v Jugoslaviji. Spominjam se, da sva ravno na dan pogreba Ivana Cankarja, 11. decembra 1918. leta, šla sporazumno z generalom Majstrom, ki je bil seveda za našo stvar, v Ljubljano k narodni vladi. Ampak tam iz nekega čudnega prepričanja stvari niso smatrali za nujne. Škoda. Takrat na tem prvem političnem srečanju med krajinskimi in pa prekmurskimi Slovenci sta se nam pridružila vladi tudi Ivan Jerič in Miško Kuhar. Vendar tudi onedva nista dobile obljube po zasedbi Prekmurja. Zato se je Majster odločil, da bo sam s svojimi vojaki, ki jih je poklical pod orožje, zasedel, kar bo mogel. Po Mariboru je zasedel tudi Radgono s pripadajočimi slovenskimi vasmi in se začel pripravljati na zasedbo Prekmurja od Mure do Rabe. Prebivalci obmurskih vasi so bili pod vplivom narodno-osvobodilnega razpoloženja sosednjih štajerskih Slovencev in vračajočih se vojakov. Med njimi je bil tudi Ivan Jerič, ki se je vračal s Soške fronte. Okrepljen seveda tudi z Wilsonovimi idejami, predvsem z njegovo točko, ki govori o samoodločbi narodov. Torej, narod, ki je večinsko slovenski, tukaj v Prekmurju, Ivan Jerič stopi na njegovo stran, stopi nekako na čelo z zastavo, na barikado in pa pelje kot, bom dejal, že skoraj izkušeni politik, prekmurski narod v naročje novo nastale državne tvorbe SHS. Grof Mihaj Karoj je želel ohraniti neokrnjeno Ogrsko z avtonomnimi narodnostmi in zavreti socialno revolucijo, ki je bila v deželi na pohodu. Nastala sta Narodna sveta v Murski Soboti in Lendavi. Poglavitna naloga obeh je bila ustanavljati meščanske straže in z njimi krotiti revolucionarne nastope prebivalcev in vojakov vračajočih se z bojišč.
Pod vplivom oktobrske revolucije in porazov na bojiščih se je v Lendavi in v Medžimurju zgodila protirevolucija. Karolijeva vlada je bila še toliko močna, da je upor zadušila. Državni narodni svet je 16. novembra v Budimpešti razpustil parlament in oklical Madžarsko ljudsko republiko. Z njeno proglasitvijo se je tudi pravno podrla kraljevina, ne pa tudi vsemadžarska miselnost. Hkrati pa, kot rečeno, na vse madžarska politika ni mogla imeti vpliva, saj je morala računati z mnogimi motilnimi faktorji, recimo z možnostjo socialne revolucije kjerkoli na državnem ozemlju, predvsem pa je morala računati tudi z odzivom tistih nemadžarskih nacionalnih elementov, ki jih je dobrega pol stoletja predtem začela zakonsko minorizirati, podjarmljati in končno raznarodovati. Premirje med ogrsko in antantnimi silami je bilo podpisano 13. novembra v Beogradu. Demarkacijska črta je določila, da ozemlje med Drabo in Muro pripade ogrski. Ker pa na tem ozemlju živijo Slovenci, je delegacija SHS v Parizu zahtevala, da se to ozemlje osvobodi tisočletne ogrske nadoblasti. Zato je imela kot posledica tega podpisanega premirja demarkacijska komisija, ki je delovala na tem področju, zelo težko delo. Ne samo zaradi objektivnih razlogov, tudi subjektivno. Ljudje so se zbirali v demonstracijah, zahtevali potegnitev črte tako in drugače in zato je tudi tako dolgo trajalo, da je bila končno potegnjena meja med obema državama. Karolijeva vlada se je 6. decembra odločila, da se okraji in občine venske narodnosti v Zalski in Železni županiji preusnujejo v enotno županijo s sedežem v Murski Soboti. Sklep je bil sprejet istega dne, ko se je država Slovencev, Hrvatov in Srbov združila s kraljevino Srbijo. Kar je pomenilo obljubo samostojne, avtonomne enote z nazivom Murska županija. Madžarske oblasti so seveda s tem mislile, da bo to ljudi pomirilo, pa so jih v naslednjih dneh nekateri vodilni Prekmurci zelo hitro razkrinkali, kaj dejansko bi ta Murska županija sploh za prebivalstvo pomenila. Majster je medtem začel zbirati čete, tudi med prekmurskimi Slovenci. Mobilizacija je bila določena za 6. januar 1919. Zaupniki iz zavednih slovenskih občin so prijavili od 600 do 900 mož. Do napada pa ni prišlo, pač pa je Narodni svet za Štajersko in Prekmurje organiziral manifestacijski shod v Radgoni, ki mu je predsedoval majstrov borec Ivan Jerič. Radgonski shod je v plejadi teh shodov imel zelo velik odmev. Ne samo po eni strani tukaj med prekmurskimi Slovenci, ampak tudi pri oblasteh v Ljubljani in je odigral zelo, zelo važno vlogo v tem procesu priključevanja. Sprejeli so resolucijo, v kateri pozdravljajo novo skupno vlado neodvisne države SHS in jo prosijo, da vzame kmalu pod svoje okrilje slovensko Prekmurje in 5 vasi s pretežno prekmurskim življem v Radgonskem kotu. Zadnji čas je že, da se reši ubogo ljudstvo. Kdaj ga bodo vendar naši šli braniti? Če ne bo hitro, bo prepozno. Madžarske sile v tistem času so se seveda že okrepile. In ker ni imel pomoči ljubljanske narodne vlade, je zamisel o tem seveda tudi opustil. Sreča je bila v tem, da je bila razmejitvena črta Zdrave premaknjena na reko Muro. 24. decembra 1918. leta je prišel na božične počitnice v Donjo Bistrico gimnazijski sedmošolec in podporučnik Josip Godina. Madžarska posadka je takrat slišala močno streljanje iz smeri Razkržja, zato je pohitela na slepe rokave Mure in pričela odgovarjati na ogenj. Godina je v svojem jugoslovanskem navdušenju
bil prepričan, da je prišlo tudi za Prekmurje jugoslovansko vstajenje. Poveljniku madžarske vojske pove, da je jugoslovanska vojska blizu in da bo sigurno zajet. Zato se madžarska posadka umakne čez polje nazaj. Tako prvič pridejo čez Muro jugoslovanski vojaki in pa Godinovi prostovoljci. Naslednji dan je hrvaška vojska zasedla Međimurje. Vse pa je presenetila akcija dalmatinskega kapetana Erminija Jurišića s svojimi vojaki, ki so se v zmagovalnem zanosu odločili prečkati tudi reko Mura. Ohrabren z vojaškimi uspehi v sosednjem Međimurju se je s svojimi prostovoljci odločil za pohod do Murske Sobote tudi Jožef Godina. Novo leto so praznivali v hoteli Dobraj, v Soboti, pa pri Grofjevgrade. Znam, kar njim je fajn bilo. No, mi smo pa tujnej v žepkaj rokej držali. Že 2. januara smo jih napadnali, skoraj gezaro soldakami. Jurišića smo ranili v rokov, Godino pa zgrabili. Okoli 20 njivih pa smo bujili. Neštene smo tudi pokopali v Soboti. Stirali smo jih, odkej so prišli. Pa bi prelej vujšli, so vkradnuli kunje v Beltinskom pa Črenšovskom župniku. In prav ta čas od predbožičnega večera in Jurišićeve zasedbe do madžarskega protiudarca 3. januarja 1919 vidim osebno za prvi res konkretni vojaški vrhunec zasedanja Prekmurja so strani, recimo v narekovaju jugoslovanskih čet. To je bil edini tudi konkreten vojaški poseg v Prekmurje, saj, kot vemo, Majster s svojimi enotami ni zmogel poseči v samo Prekmurje, kljub lepim načrtom, saj vemo, od Radgone v Monošter, s čime bi takoj bilo zasedeno samo Porabje. Z madžarsko vojaško intervencijo je ta Jurišićev poizkus zasedbe Prekmurja spodletel. Rezultat bojev je bil 5 mrtvih in pa 28 zajetih. Tudi teh 28 zajetih so odpeljali za cerkev, kjer so jih nameravali ustreliti, vendar so si kmalu premislili in jih odpeljali v Sonbatej v zapor. Med njimi je tudi bil Jožef Godina, obsojen na smrt, vendar mu je kasneje iz zapora uspelo tudi pobegniti. Nesrečna Jurišićeva akcija je bila vzrok, da je Majster zaradi njegove samovoljne akcije zasedbo Prekmurja odložil in se je oboroževanje prekmurskih prostovoljcev zaustavilo. Jurišićev pohod v Prekmurje je povzročil, da so morali vsi Prekmurci, ki so bili z njim v kakšni vojaški zvezi, oditi od doma kot begunci in so morali prekmurski narodnjaki biti še previdnejši. Položaj ogrskih oblastnikov v slovenski krajini se je znatno ukrepil, toda kljub temu so slovenski duhovniki pod vodstvom Jožefa Klekla na eni in vladnega komisarja na drugi strani načrtovali avtonomijo. Ez 1919 elején merült fel első alkalommal komolyabb formában, ezt jószerivel Jászai Oszkár neve fémjelzi, aki a nemzetiségi ügyekkel megbízott tárca nélküli miniszter volt, és aki kidolgoztatta, illetve elfogadtatta azt a tervet, amely széleskörű autonómiát biztosított volna a szlovének számára is, Muraszombat központtal, illetve egy szlovén minisztérium létrehozását is felvetette Budapesten, ez 1919. februárjában merült fel. Prav gotovo je bila ta ideja pri mnogih padla na plodna tla in so to idejo o avtonomiji v okviru madžarske države preigravali zelo resno. Glavni igralec z slovenske strani pri tej avtonomiji je imel Jožef Klekl starejši, kar je tudi zapisal v novinah in nekaterih svojih zapiskih.
Z njo se Ivan Jerič nikakor ni strinjal, nikoli ni pristal na to, da bi Prekmurje bilo neke vrste avtonomije v okviru madžarske države, ampak je bil torej vse skozi na strani tem, da se Prekmurje priključi k novi jugoslovanski državi. Ezt eredetileg úgymond Magyarország keretein belül képzelte el, de amennyiben a helyzet úgy alakul, véltek-lekül, akkor Jugoszlávián belül is ez egy járható út lett volna. 14. januarja so katoliški duhovniki na shodu v Črenšovcih izdali izjavo z natančnim načrtom avtonomije. Poudarjali so predvsem, da se ne sme izgubiti pod tujo oblastjo noben prekmurski Slovenec, rekoč: Da poti nazaj v stanje, kot je bilo naprimer še v začetku decembra, ni več in da je treba tem madžarskim oblastem jasno dopovedati, da če že Murska županija, potem bo to županija po željah in hotenjih prekmurskega slovenskega prebivalstva, kar pomeni, da so se odločili narekovati pogoje. Pride do znamenite januarske izjave in dogovora o tem, kako naj bi samo uprava bodoče slovenske krajine izgledala. No, in tu je ta zahteva, ti direktni pogoji, kako bi izgledala samouprava v bodočem Prekmurju, so prvi jasen, nedvoumen trk prekmurskega prebivalstva, vsaj v njihovih voditeljih, z madžarskimi oblastmi. Soboški vladni komisar Bela Obal je 17. februarja v Beltincih organiziral shod, da bi ljudstvo predstavil svoj načrt avtonomije v okviru Madžarske. Beltinški shod se je za Obala končal porazno. Ljudstvo v kip zbrano je pravilo. Nikano ne trbej. Ne ukrajinsko glavarstvo, ne cukrom, ne petrolom, ne trafike. Veselo ljudstvo se je zdiralo, mi ščimo Jugoslavijo, mi smo Jugoslovani. Medtem ko so v Budimpešti razpravljali o načrtih za avtonomen praven položaj slovenske krajine in v Murski Soboti ustanavljali socialdemokratsko stranko, je jugoslovanska delegacija pripravljala zahtevo po priznanju celotnega slovenskega ozemlja med Muro in Rabo Jugoslaviji. Pariška mirovna konferenca se je uradno začela 18. januarja 1919, ko so se zbrali delegati iz 30 držav. Zasedala je več kot leto dni. V jugoslovanski delegaciji je bilo 110 članov, od tega kakih 20 Slovencev s pomožnim osebjem vred. Imeli smo nekaj sposobnih strokovnjakov in svetovljanov, a skoraj nobene besede. V etnografski komisiji sta sodelovala dr. Matija Slavič kot strokovnjak za Prekmurje in dr. Franc Kovačič kot strokovnjak za Štajersko. Pri Prekmurju se strokovnjaki petih velesil, ki so po vojni seveda narekovali mirovne pogoje, nikakor niso mogli zediniti, kakšen narod živi tukaj v Prekmurju. Kajti Madžari so statistično Slovence vodili kot manj vreden narod, kot ciganje in druge te ljudi. Zato smo mi natisnili narodnostno karto, v kateri smo prikazovali razmerje med Madžari in Slovenci tukaj v Prekmurju. In na podlagi te narodnostne karte so pričeli pozneje ti strokovnjaki ugotavljati, da bi bilo umno prestavljati mejo čez Muro. Dr. Matija Slavič je kot član etnografske podsekcije za določitev meje z Madžarsko imel odločilno vlogo. Po nasvetu Ljutomerčana Viktorja Kukovca pa se je delegacija jugoslovansko usmerjenih Prekmurcev odpravila 4. marca v Ljubljano,
nato pa še v Beograd. Delegacija, ki je obiskala Ljubljano in pa slovensko narodno vlado, je hitro ugotovila, da v Ljubljani najverjetneje ne bodo dobili podpore za uresničitev želja po združitvi Prekmurja in Porabja z Jugoslavijo, prav tako pa tudi ne morejo računati na vojaško posredovanje generala Maistra. Zaradi tega so na predlog Viktorja Kukovca oblikovali novo delegacijo, ki se je odpravila v Beograd k tamkajšnji vladi, katero je vodil srbski politik Stojan Protić. Na presenečenje udeležencev je Stojan Protić bil kar zelo dobro obveščen s stanjem v Prekmurju in pa na Štajerskem. Najverjetneje je imel glavne zasluge za to, da je imel te informacije njegov podpredsednik vlade, to je bil naš rojak dr. Anton Korošec. Dr. Anton Korošec je razložil, da po podpisu torej mirovne pogodbe, konca vojne, so bile določene demarkacijske črte in demarkacijska črta za Prekmurje je potekala po reki Muri in da teh demarkacijskih črt se ne sme spreminjati in tudi ne bo Ententna komisija priznala nobene vojaške zasedbe po podpisu sporazuma. Zato so tam odsvetovali torej vojaški sporazum, torej vojaško zasedbo. So pa ponudili, bom rekel, drugačne pomoči. Malo so jih tudi, bom rekel, potolažili s tem, da so jim pokazali vlado, so se srečali z različnimi vladnimi ministri in tako naprej. V Beogradu je bil sklenjen tudi dogovor, da bi jugoslovanska vlada organizirala akcijo razdelitve letakov in sicer ta akcija je potekala tako, da je jugoslovanska vojska nad Prekmurjem odvrgla večje število letakov, v kateri je predstavila idejo o združitvi Jugoslavije oziroma Prekmurja z Jugoslavijo in pa o dogajanju na pariški mirovni konferenci. S temi letaki se je nažalost zgodilo to, da je, kot piše Jerič v svojih spominih, nek fant, ko je šel spomladanskega dne v Beltince, našel na neki setvi dva velika paketa in ko je odprl, je našel notri letake. In piše naprej, da jih je sam potem raznosil po Melincih, nek drugi, torej obrtnik pa tukaj po Beltincih, ki je pa doživel tudi žalostno usodo, ko je okrajni glavar beltinski, torej Madžar, zvedel, da je nosil te letake za priključitev, ga je zaprl za 2 dni v neko klet. Tako da, kaj dosti ta komisija podpore za prizadevanje priključitve k Prekmurja, k novi državi Jugoslaviji, tudi v zvezni vladi ni dobila. Karoli je marca 1919 odstopil, vlado pa prepustil socialnim demokratom. Zavladal je bolševizem Bele kuna, ki je razglasil Madžarsko-sovjetsko republiko. Prvič v osrčju Evrope je zmagala diktatura proletariata. V Prekmurju se je zdignil za bolševističkega komisara. Bil je čerenšovski školnik in organist. To je bivši nadporočnik Vilmoš Tkalec, ki je bil imenovan tudi za namestnika komisarja Ljudske krajine Slovenske. Predstavniki oblasti so ustanovili direktorij in slovenski tenač delavcev. Objavili so oglas. 29. marca 1919 se je direktorij proglasil kot organ oblasti, pristojen za vso slovensko krajino. Njeni prebivalci, ki so nasprotovali bolševizmu, so gojili misel na združitev s kraljevino SHS. Predvsem jih je spodbujala skupina Maistrovih sodelavcev. Tako se je 15. aprila skupina Prekmurcev pretihotapila v Ljutomer, kamor je prispela francoska razmejitvena komisija. Spomladi leta 1919 je vzniknila ideja po oboroženi vojaški akciji zasedbe Prekmurja. Tako je v Ljutomeru bila ustanovljena Prekmurska legija, ki je bila sestavljena iz prekmurskih Slovencev, ki so preko Radgone prišli v Ljutomer, tistih, ki so iz Prekmurja
prebegnili preko reke Mure v Ljutomer, in pa tretjo skupino bi naj predstavljali prostovoljci, ki bi se naknadno v teku vojaške akcije pridružili. Glavno zbirališče Prekmurske legije je bilo v zgradbi nekdanje Šulferajnove osnovne šole v Ljutomeru, to je današnja zgradba gimnazije Franca Miklošiča. Generalmajster jim je obljubil tudi pomoč v orožju in ravno tukaj v tej šoli je bilo to orožje tudi skladiščeno. Vendar maja pride v Ljutomer razmejitvena komisija, kjer sta bila prisotna Francoz Reverdy in pa Anglež Smith, in na njuno zahtevo je bila potem Prekmurska legija razpuščena, namreč dejala sta, da je potrebno usodo Prekmurja in Porabja prepustiti Pariški mirovni konferenci. Na ta način je spodletel še zadnji poizkus vojaške intervencije v Prekmurju. Nekako je prišlo do tega spoznanja, da bi vojaška zasedba naredila več škode, kakor koristi. In zato je generalmajster tudi potem po nekaj dnevih odtegnil in ni dal na razpolago, se pravi, tega orožja, ki je bilo pripravljeno v Ljutomeru. Seveda je bilo to torej pri Jeriču in pa pri njegovih somišljenikih zelo, zelo veliko razočaranje. V takih za revolucijo težkih časih je Tkalec tkal svoje načrte. Zavzemal se je, da bi lahko deloval neodvisno od železne in zalske županije in tako ukrepil osebni vpliv ter zadostil neprikriti slipo oblasti. Upravni direktorij je sklenil, da razglasijo Mursko republiko. Vilmoš Tkalec je za njeno obrambo zbral 1194 vojakov in 36 oficirjev. Čast mi je, ko v imenu ljudstva Venske krajine, sovjeti delavcev, soldakov in kmetov, knez 29. majuša 1919. ob 11.30 vzkričil Mursko republiko. Od knez dale imeli svojo državo, šteri mu sami odločali, kako mu živeli. To, ko smo si zgučali, moramo čim prej na papir džasti. Pa telegram čim prej Budapest poslati. Toda zavedal se je, da je potrebno delovati zlasti politično. Zato je 31. maja v Budimpešto poslal telegram o razglasitvi neodvisne socialistične Murske republike. Bela Kun seveda ni imel razumevanja za Tkalčevo tvorbo. Madžari so okoli Slovenske krajine nemudoma strnili 6 bataljonov. 3. junija ob 8. zjutraj pa so rdeče čete že vkorakale v Mursko Soboto. Boji so trajali do 5. junija, ujetnike pa so rdeči po kratkem zaslišanju pustili. Egy nagyon érdekes színfoltja ezen kísérleteknek, amely azonban tulajdonképpen történelmi jelentőséget nem nagyon hordoz magában, hiszen ez egy olyan kísérlet volt egy olyan személy részéről, aki, amennyire ismereteink mutatják, valójában ezt egy olyan próbálkozásnak szánta, amellyel saját maga számára egy menekülési útvonalat biztosíthatna. A közvéleményben nem is volt jószerűen ismert, a helyi közvéleményben, noha Tkalec Vilmos értesítette a forradalmi kormányzó tanácsot Budapesten, ennek a kvázi köztársaságnak a kikiáltásáról 5-6 fő részvételével egy szállodai szobában kiáltották ki. Tehát tulajdonképpen ennek történelmi jelentősége olyan értelemben, hogy ennek valami következménye lett volna, nem beszélhetünk, annál is inkább, mert június elején már a tanácskormány csapatai ezt felszámolták. Vilmos ali Viljem Tkalec je v slovenskem zgodovinopisju bil in kolikor vem tudi ostal, ne bom rekel sporna, ampak v vsakem primeru oseba, katere pomen in namen ni bil in ni dokončno razčiščen. Nekaj mu je treba priznati, če gre za kakršnokoli priznanje, nekaj je treba posebej poudariti. Bil je človek, ki je ustvaril državo v okviru slovenskega etničnega ozemlja ali točneje v okviru ozemlja, v katerem so pretežno živeli Slovenci.
Druga njegova zasluga v narekovaji ali pa tudi brez narekovajev je, da je takrat, ko je to ustanovil, torej 29. maja 1919. leta, uspel zbrati množico Prekmurcev v Murski Soboti. To ni bila mala zadeva in če je bila množica, potem lahko rečemo, da je bilo kar, ne bom rekel večina prebivalstva, ampak velik del prebivalstva se je zbral v Murski Soboti. Tretja njegova karakteristika oziroma značilnost je tudi to, da je deloval ali pisal tudi v slovenskem jeziku in slovenske deklaracije izdajal. In je tudi, ko je se obrnil na Belo Kuna s tistim znamenitim pismom, pisal, da se bojo Vendi, torej Vendska pokrajina, z orožjem v roki borila zoper eventualen napad madžarske rdeče armade oziroma vojske. No, in kaj je spornega pri njem? Sporno je pri njem zlasti to, kar se je zgodilo po propadu Murske republike, namreč to, da so ga mnogi obtoževali, da nikoli ni bil boljševik po duši, ampak da je bil vedno bolj naklonjen zlasti madžarskemu plemstvu in da je potem, ko je propadla Murska republika, takoj zbežal na Dunaj in se priključil tem madžarskim emigrantom, če hočete, v dunajskih plemiških aristokratskih krogih. No, ni pa bežal sam, tako pravijo nekateri, ampak je imel pod pazuho, če sem mal ciničen, tudi kaso z denarjem, ki je šla z njim na Dunaj in tam tudi ostala in ta denar nikoli ni prišel nazaj. 3. junija so v Rdeči spet postali gospodarji položaja. Nad Kalčevo mesto se je posadil Žid, ki je nastavljal samo tujce. Ti so preganjali zlasti duhovnike, tako da so morali nekateri uteči na Štajersko. Klekla starejšega so obsodili na smrt. Preoblečen v kmeta je ušel bolševiškim patruljam čez Muro. Medtem je jugoslovanska delegacija ponovno predlagala tudi priključitev Porabja, točneje mejo na Rabi. Očitno je porabski prostor bil zelo v srcih samih Prekmurcev. V Ljubljani namreč sredi junija nastane znamenita izjava, ki jo podpišejo trije tedaj res najuglednejši Prekmurci, namreč Jožef Klekl starejši, Ivan Jerič in pa Jožef Godina, s katero jasno in nedvoumno dopovejo tistemu organu, kateremu so to izjavo naslovili, to pa je bil ministrski svet kraljevine SHS v Beogradu, da hočejo tudi porabski prostor imeti kot sestavni del bodočega celokupnega prekmurskega območja, kar pomeni, da so na vsak način pledirali za popolno, enotno združitev vseh prekmurskih Slovencev, ne zdaj glede na ravno prostor, vodne meje ali kakorkoli. Naša delegacija je zahtevala, da se nam da vsaj to, kar je še danes slovenskega. Ja, naredili smo vse mogoče korake. V ta namen smo risali karte in prikazovali vsakodnevno zahteve teh arabskih slovenskih vasi. In prve dni je kazalo, da bomo šli v dolino reke Rabe. Ampak svetega Gotarda nam niso hoteli dati. Spominjam se obiska pri ameriškem delegatu gospodu Johnsonu. Bil je prijazen, ponudil nam je cigarete in se v tisti majorski uniformi po ameriško usedel na rob mize in nam dejal čisto resno. Rekel, poslušajte, bodite zadovoljni s tem, kar ste dobili. Izgubili ste nekaj arabskih vasi, slovenskih, ampak ste pridobili zato nekaj Madžarov v Prekmurju,
ki gravitirajo na gospodarsko enoto, se pravi na vašo državo. Rabski Slovenci pa mogoče bolj gravitirajo na madžarsko rabo, na tisto gospodarsko enoto in verjemite mi, da ti ne bodo gonili živine čez razvodnico tam zgoraj v Mursko Soboto na sejem. On je najbolj zaslužen. In verjemite mi, jaz bi mu postavil spomenik tam zgoraj, na skrajnem severu državne meje pri Srebrnem bregu. V spomin na to Johnsonovo linijo za slovensko krajino. V nečem pa je posebnost Prekmurja. Če smo Slovenci ali če so Slovenci po prvi svetovni vojni izgubili na zahodu, izgubili na severu, potem je slovensko etnično ozemlje tu v Prekmurju to pridobilo. To je pridobitev, ozemeljska pridobitev. V predstavah tistega časa je bila seveda druga, v političnih elitah tistega časa je bila druga vizija. Namreč vizija, ki jo je ustvaril kot nekakšno meglo, kot se je kasneje pokazalo, ameriški predsednik Woodrow Wilson, ki je že pred začetkom Pariške mirovne konference bil tisti, ki je nekako prižgal lučko upanja malim narodom v Avstro-Ogrski, s tem, ko je napisal teh svojih januarja 1918, teh svojih znamenitih 14 točk. Za naše potrebe ta trenutek se mi zdi najbolj pomembna 10. točka. V tej 10. točki namreč predvideva Woodrow Wilson samo odločbo narodov v Avstro-Ogrski. Do tega ni prišlo, kajti interesi velesil so bili preveč raznoliki in treba je bilo sklepati kompromise. In kompromisi so šli seveda ne na račun velikih, ampak na račun poražencev. Poglejmo se, kaj je izgubila Nemčija recimo po prvi svetovni vojni, in na račun malih narodov, ki so bili v tem kontekstu nepomembni. Ami a határ megvonását illeti, amelyet ugye a Párizsi Békekonferencia határozott meg, ez a korabeli magyar közvélekedés és a történetírás is egy igazságtalan megvont határnak tekintette, mint ahogy az összes többi, gyakorlatilag az összes többi határvonalat, határszakaszt, amelyet Magyarország irányába megvontak, amiben van is bizonyos igazság, hogy ezt nem tartották egy jó békének, egy jó határvonalnak, hiszen relatív jelentős létszámú szlovén kisebbség maradt Magyarországon, ugyanakkor egy 15-16 ezer főre rúgó magyar kisebbség került így módon Szlovéniához. Ami a magyarországi szlovén kisebbséget illeti, ugye ezek nagyjából egy kompakt csoportban, kompakt egységben a Rába mentén helyezkednek el, mint egy 7000 főről volt szó, amelynek a jugoszláv államos csatolását egyedül a korridor létrehozásával lehetett volna megvalósítani, amely ugye Csehszlovákia és Jugoszlávia között húzódott volna. Most erre a nagyhatalmi részről a legkevesebb szándék sem mutatkozott, hogy ezt megvalósítsák, következésképpen ezt így módon nem lehetett létrehozni, megvalósítani. Ami viszont a Szlovéniához került magyarságot illeti, ott azért jó részt a határ mentén elhelyezkedő településekről van szó, amelyet kicsit nagyobb toleranciával, kicsit nagyobb engedékenységgel, akár különösebb probléma nélkül meg lehetett volna oldani, hogy Magyarországhoz kerülnek. Tehát mindenképpen lehetett volna talán egy picit igazságosabb határvonalat húzni. Vendar pa ena od prelomnih točk, ki se po moje premalo upošteva pri razmišljanju ali pa določenju, kaj je bilo najbolj prelomno pri tej potegnitvi meje oziroma razmejitvi, je zagotovo depeša, ki jo je poslal general Pešić, srbski general Pešić, član jugoslovanske delegacije, v Beograd 2. avgusta, v kateri je zapisal, da je mejno vprašanje dokončano, tole rešeno. To je bila osnova ali pa ena izmed osnov za kasnejšo 17. avgusta zborovanje v Beltincih, kjer je bila proglašena
priključitev. 12. avgusta so jugoslovanske čete pod vodstvom generala Krste Smiljaniča, prostovoljci in prekmurski legionarji ukorakali v Prekmurje. Ta vojaška zasedba Prekmurja se je zgodila brez kakršnega koli streljenega metka, torej brez prelivanja krvi. Zasedeno Prekmurje še ni imelo dokončnih meja in je bilo tako začasno pod vojaško upravo. S svojim uradom ji je načeloval mariborski okrajni glavar dr. Srečko Lanjšič. Zasedba Prekmurja je vzbudila v Sloveniji veliko veselje. Najbolj slovesna in veličastna pa je bila ljudska razglasitev priključitve Prekmurja jugoslovanski civilni upravi 17. avgusta 1919 v Beltincih. Naša vlada ima moč, da to dobljeno zemljo, da nas rešene brate na svojom krili obdrži. Naše junaško vojaštvo bo znalo obraniti tisto, kaj je našega. Tistim, ki gočijo, da je to še ne stalno, nego samo začasna rešitev, se nasmejte in jih opomnite, naj ne širijo laži in nezaupanje. Rešenje je dovršeno. Drugič, ki proti komi kakšne srde ima, naj odpusti. Spoštovani gospe in gospodje, prepričani smo, da ste z zanimanjem in napetostjo spremljali današnji dokumentarni film, ki jeseni prihaja tudi na male zaslone televizije Slovenija. Vabimo vas, da svoje bogate vtise, seveda kolikor vam dopušča dragocena, strogo odmerjen delovnik, podelite z nami v preddverju naše dvorane. Hvala vam za obisk in pozornost, pa leta.